Ej, Manuel, kako, ti si strokovnjak, kako pogruntaš, da ti peša vozniška kondicija? Ker jaz sem včeraj bil na ulici, spraševal ljudi, kaj si pa to predstavljajo in dobil nešteto različnih odgovorov. Koliko je nešteto različnih voznikov? Vozijo prehitro ali pa pod vplivom alkohola. Ne ohranjajo varnostne razdalje. Prepočasno peljejo, ogrožajo promet. Mladi, ki kome naredijo in potem so polni samega sebe. Starejši? Ja, kdo sploh so slabi vozniki? A so to starejši, mlajši? A je to stvar cestne kulture, poznavanja pravila? Je to stvar let ali česa? Preverimo. Kdo je v bistvu v prometu lahko potencialno najbolj nevaren? Da so mladi, agresivni, starejši, počasni, to bi bilo res posplošeno in to ni res. Sem bil zelo presenečen, ko sem meril svoj reakcijski čas pri svojih 52 in sem ugotovil, da kljub temu sem bil zelo zbran, je reakcijski čas daljši. Naše kognitivne sposobnosti pešajo in tega ne zaznavamo na tak način. In zato se nam velikokrat zdi, da smo bistveno boljši, kot v resnici smo. Kaj so pa najbolj tisti očitni znaki, da človek lahko ful hitro prepozna, da tvojemu staršu ali pa staremu staršu peša vozniška kondicija? Da ne bo prehudo, ampak že obuškan avto. Praske po avtomobilu, se pravi te majhni manevri parkirišča in kaj tazga, ko že peša globinski vid in ne zaznavamo več dober. Druga zadeva, že iz vsakdanjega življenja pozabljivost, vse ostalo, kar sodi k starosti. In pa ne nazadnje tudi to, kaj slišimo v samem okolju, v lokalnem okolju. Se so lahko tudi sosedi mogoče zelo dober vir, ki te opozorijo na to, zdaj pa mogoče. Tako. V mami to pa ne bo verjeli. Slabše reflekse, to definitivno. Zabrš pot do nečesa. Povej mi, kaj pa lahko v bistvu starejši sami naredijo za to? Jaz upam, da bo vse več takih, ki bojo to sami pri sebi zaznali, zato ker, kot smo rekli, samokritičnost je zelo, zelo huda reč in jo nismo najbolj samokritični, ampak kot sem rekel, obstajajo programi, kjer lahko brez težav to svojo negotovost preveriš in ne nazadnje v tem, kar se zdaj pogovarjamo, osvežitvena vožnja, kjer boš pod budnim očesom inštruktorja 1 na 1 v nekem normalnem pogovoru, neobsojanju, dobil te podatke, ki jih želiš. Če bi mogla izbrati 3 najpomembnejše razloge, zakaj bi se starejši po 65. letu morali vključevati, želeli vključevati v osvežitvene vožnje, kateri 3 razlogi bi to bili? Prvo zato, ker bi s tem ukrepili njihovo samozavest v smislu zdrave samozavesti, ker poznajo in vejo, da delajo prav. Druga zadeva, zato ker se je sprememba okoli nas v zadnjih 10 letih naredila enormna, vesoljska in je skoraj da nemogoče slediti temu. In tretjič, predvsem iz tega razloga, zato ker želijo ostati aktivni vozniki glede na svoje zdravstvene stanje. Kaj bi recimo vi svetovali nekomu, ki že ne zna več dobro voziti? Kakšna vaja na parkiriščih, nekje na mirno, z nekom, ki vozi vsak dan, taksi. Ali pa z mestnim prevozom. Kakšnega mlajšega ali tudi mogoče kakšno sorodstvo, ki več prevozi. Nisem pristaš, da se to dela znotraj družin. Naš prag tolerance je lahko bistveno nižji, kot je pa nekje pri strokovnjaku. Ne vam ne bo nerodno. Pridite v avtošolo, ni potrebno, da bomo avto opremili z tablo šola vožnje, lahko to delamo tudi na vaših avtomobilih. Investirajte v svoje znanje in bo zadeva bistveno lažje. Kako očetu povedati, veš, oči, zdaj je pa mogoče čas, da ti nekaj ukreneš? Kako začeti ta pogovor? Jaz ne najdem do pravega pristopa. Najlažje, če mu rečeš, da ga boš ti pelil. Zelo enostavno je reči nekomu, ne smeš več voziti in ga pustiti prepuščenega samemu sebi. Nobena stvar, ki vzame človeku samostojnost, pač ne more biti enostavna. In predvsem ne za obsojenjem, nisi več sposoben, ampak strah me je za tebe, da se ti bo kaj zgodilo, bomo po mojem, da na dolgi rok tudi to dosegli, ker vidimo, da se ljudje tudi sami že zelo so bistveno bolj ozaveščeni kot par let nazaj in nekateri celo sami oddajo vozniško dovoljenje. Manuel, zdaj pa še najpomembnejše. Kje, kdaj, kako se človek sploh prijavi na osvežitvene vožnje? Prijavite se lahko do 31.7. Vse informacije o prijavi in nadaljnjih postopkih pa dobite na spletni strani vozimse.si.